Evo, današnja tema so hidravlične ročne. Hidravlična ročna je eno najbolj pomembnih orodij v drift avtu, pa tudi v rally avtu. Z pomočjo nje začnemo drseti z avtom, pa tudi prilagajamo kot drsenja, bodi si za kak oster ovinek na reliju ali pa če je to pač chase na driftu. Na mizi imamo 4 ročne, to sta 2 različna dizajna v 4 različnih konfiguracijah. Najbolj pogost mehanizem za hidravlično ročno je pač ta pullback stil mehanizma. To je moj dizajn, dobite ga na Skitshopu in ta dizajn odlikuje nizka železna konstrukcija. Na ta način lahko v bistvu tisti, ki hočete zmontirati ročno v avto z kakimi original armaturkami, skrijete ta mehanizem pod armaturko. Tu je primer E36 armaturke, ne? In vidite, da pač lepo paše spodaj. Zdaj, če bi kdo hotel izrezati ta del pepelnika pa prostora za odlaganje stvari, ga lahko izreže pa ročno zmontira poleg originalne, ali pa originalno ročno nadomestiš z takim mehanizmom, ki ima ležečo ročko. Za vse tiste, ki pa ne marate ležeče ročke, je pa ta mehanizem dovolj nizek, da paše tudi pod sprednji del armaturke. Recimo sem not poleg shifterja, še lažje je to na modernejših modelih, kot so E46 in E90, ki imajo še več prostora pod to sprednjo armaturko, ne. In ta način imaš hidravlično ročno na idealnem mestu. Zato, ker je montaža hidravlične ročne kar obsežen projekt, vam pa pri Skitshopu pomagamo z base plato. To je v bistvu plošča, ki ima že vgravirane 3 črte, da si jo lahko narežete po kakršnikoli obliki vam paše, in pa 4 vrezane navoje, zato da to ročno prišraufate na ta base plate. Poleg base plata dobite imbus vijake. Razlog, zakaj so pa tu imbusi, je pa zato, da dosti lažje z nekim imbusom, ki ga zdaj predstavlja ta izvijač, prišraufaš ročno, sploh pa ko je globoko v armaturki, kot pa da bi silil noter z velikim nastavkom, ki ne gre mimo mehanizma ali pa mimo armaturke. V ročici je dvoredni kroglični ležaj, na osovini cilindra je pa sferični ležaj in to v bistvu omogoča tej ročni, da ročica, katero vlečeš z polno močjo roke, nima nič zračnosti glede na mehanizem, ki je fiksno pritrjen na šasijo, pa tudi nima nič zračnosti v smeri potega, zato ker ne na cilindru, niti na tem sferičnem ležaju ni lufta. Ena pomembna stvar, ki je mogoče marsikdo na prvi pogled ne opazi, je blokada. Blokada je pomembna zato, ker če to ročno vežeš inline, to pomeni, da nima svojega rezervoarja in sekundarnih čeljusti, ob pritisku na nožno bremzo pritisk v cilindru, hidravlični pritisk v cilindru ful naraste. In v primeru, da ročna nima blokade, se lahko zgodi, da ta vskočnik vrže ven iz cilindra in ročna pade naprej in tako zgubiš zadnje bremze. Tako da blokada je en zelo pomemben del hidravlične ročne. Zdaj, na tem dizajnu ni nastavljiva, to je z razlogom, zato da je dizajn bolj enostaven, bolj kompakten in itak z montažo lahko določiš kot, a bo ta ročna bližje k tebi, stran od tebe ali pač kakšno pozicijo si zamisliš, ne. Poleg ročne lahko nabavite tudi nastavke. Zakaj je pomembno nastaviti nastavke? Je zato, ker so imperialni navoji, to pomeni, da teh nastavkov ne najdete na odpadih ali pa pač na starih avtih pri nas in so pač posebej postruženi, zato da pašejo v te univerzalne hidravlične zavorne cilindre. Klasična pullback ročna je na voljo z vertikalno ročico. Te ročice so FI 22, zato da pašejo gor razni BMX in drugi bike gripi, za vse tiste, ki hočete imeti nekaj na vrhu ročice. Dobite jo z vertikalno ročico ali pa reče se horizontalno, čeprav je pod kotom. Tudi ta ima blokado. Vse matice so samovarovalne, na tej strani sferičnega ležaja je pa tudi velika podložka. To je v bistvu varnostna finta, da če bi kdo zanemaril ta sferični ležaj in bi dobil že dosti zračnosti, da če ga vrže dol, da vseeno še ta podložka zadrži ležaj in da nikakor ni šans, da bi pač cilinder izstrelil sebe ven in bi tako pač voznik izgubil zadnje zavore.
Moja osebna preferenca je imeti ležečo ročko, večina voznikov se pa vseeno odloča za vertikalno ročko. To je bila kratka predstavitev hidravličnih ročn, ki jih najdete na SkidShopu. Če se v videu nismo dotaknili česa, kar vas zanima, vprašajte v komentarjih, da ne zamudite nadaljnjih videov na to in druge drifterske teme, pa se subskrbajte na kanal. Sledi video o ta drugem mehanizmu, ki ga tudi najdete na SkidShopu, bolj primernem za večino japonskih avtov, ki imajo nekoliko drugačni layout v kabini kot pa naši BMW. Serijo video o hidravličnih ročnih bomo pa zaključili z montažo hidravlične ročne v en avto in nekaj nasveti ter hardwareom, ki je potreben za takšno operacijo. Z vami sem bil Erik, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.